zagorskega občinskega praznika se pravzaprav začne z vsakoletno slikarsko kolonijo, ki se odvija sredi julija. V Zagorju ob Savi je letos potekala jubilejna 50. slikarska kolonija iz Lake Zagorje. Umetniki in umetnice so ustvarjali v stekleni dvorani Delavskega doma Zagorje. Kolonija, ki deluje neprekinjeno od leta 1964, je kot ponavadi trajala 10 dni. Zdajšnja predsednica sveta slikarske kolonije iz Lake Zagorje je Eleonora Kramar. Umetniški vodja kolonije je akademski slikar Nikolaj Ber. V petek 12. julija so organizatorji pripravili okroglo mizo, javni in neformalni pogovor o 50 delovnih srečanjih in pomenu slikarskih kolonij v likovni umetnosti. O jubileju kolonije smo se po koncu okrogle mize pogovarjali z Eleonoro Kramar. Danes je v Delavskem domu Zagorje potekala okrogla miza o pomenu slikarskih kolonij. Kakšno je mesto ali katero mesto bi zavzela recimo slikarska kolonija iz Lake Zagorje v primerjavi z ostalimi? Ja, mislim, da zaslužimo najvišje mesto, tako kot je tudi dr. Milček Komelj danes v svojem preglednem ekspozeju omenil, ker konec koncev smo najstarejša kolonija, kolonija z izredno bogato zbirko in kolonija, v katero so se udeležili praktično vsi pomembni slovenski slikarji. Glede na to, da je letošnje leto jubilejno, ste pripravili različne aktivnosti, pa tudi precej razstav, kaj ne? Ja, pripravili smo pregledne razstave v vseh galerijah v Zasavju, torej v galeriji Medija, v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje, v galeriji Delavskega doma v Trbovljah, kjer bo na ogled posebna zbirka Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada in pa tudi v galeriji Kulturnega centra Hrastnik. Glede na vse te aktivnosti je tudi kaj novega v odnosu na prejšnja leta? Ja, novost letošnje kolonije je striparska delavnica, ki jo organiziramo skupaj s priznanim, pod mentorstvom priznanega striparja gospoda Sitarja, in sicer potekala bo od ponedeljka do srede v Mladinskem centru Zagorje. V koloniji je do danes sodelovalo 350 slikarjev. Če upoštevamo tudi tiste, ki so se kolonije udeležili večkrat, pa število naraste že blizu 600. Največ jih je bilo leta 1974. Takrat se je kolonije udeležilo 19 slikarjev. Naziv Prešernov nagrajenec pa si je do danes prislužilo 22 slikarjev. Letošnje kolonije se je udeležilo 11 slikarjev iz različnih krajev Slovenije. Tudi France Slana, udeleženec prve generacije likovnih ustvarjalcev. Tole pa nam je povedal Andrej Pavlič. Kolonij po Sloveniji je veliko, pa so bile še neke kolonije v tujini, tako da vsako leto gremo v kakšno kolonijo. Kaj pa vaše razstave? Razstave, ja. Bodo in so bile, ne? Pa obstaja kakšna recimo kraj, kjer bi posebno želeli razstavljati? Ja, kraj. Galerija, ja, kraj pa popolnoma, ne vem. Pač pustimo se presenetiti, kaj ne? In kje ponavadi poiščete motive za svoje ustvarjanje? Ja, mislim, da v sebi, ne. Zunanji vplivi so lahko samo nek proces, ki sprožijo nek proces in v bistvu slikaš iz sebe, ne. Torej, to je še najbolj pomembno. Vendar pa je vpliv zunanjosti in tistega, kar nas obkroža, vsekakor tisto, kar se odraža tudi v nas. Ja, no, to pa vsekakor, da respondiraš na tisto, kar se dogaja okoli tebe, ne. Sam tako je, ne. Eni slikarji lahko presed govorijo na to, eni pa to nekako akumuliramo v sebi in potem, ko se to po domač pretensta, potem šele to gre ven na platno ali pa na papir, kakorkoli. Tukaj imate že nekaj svojih umetnin. Ste mogoče že izbrali ime za njih? Ja, to je akvarel. V bistvu je pa naslov Človeško svetovje ali pa Babilonija. Je pa iz ciklusa Genealogija. Jubilejna slikarska kolonija iz Lake Zagorje je v petek 19. julija končala delo s priložnostno razstavo novonastalih del v stekleni dvorani Delavskega doma v Zagorju. Slavnostna razstava pa bo, kot vsako leto, decembra v galeriji Medija.
V okviru prireditev okrog zagorskega občinskega praznika je v ponedeljek 29. julija v organizaciji Turističnega informacijskega centra Zasavje potekal ogled rudarskega muzeja v Kisovcu. Poleg naključnih obiskovalcev in nekaterih upokojenih rudarjev se je ogleda udeležilo tudi več predstavnic Zveze kmetic Slovenije, ki jim predseduje Izlačanka Irena Ule. Slednje so si v popoldanskem času ogledale tudi kmetijo v Strahovljah, kjer kmetuje družina aktualne kmetice leta Jožice Lokošek. Danes je pač takšen dan, ki smo ga določili, ker je na naši kmetiji srečanje, to je pa srečanje kot tradicija zmagovalke oziroma izbranke za ta naziv kmetica leta. In pač danes je ta dan, ko so prišle predstavnice iz vseh društev po Sloveniji, ki so vključene v Zvezo kmetic Slovenije, pogledati, kje pač ta kmetica živi. Ker takrat, ko sem bila izbrana, je bilo samo na podlagi upisa. Danes pa naj se prepričajo, da res živim in delam na kmetiji in kje to je, bojo same videle. V Rudarskem muzeju je zbrane pričakal upokojeni rudar, jamski reševalec in dolgoletni sindikalist Roman Perklič, ki je kot dober poznavalec rudarske dediščine obiskovalce popeljal skozi muzejske prostore. No, obiskovalci, če pridejo daleč, jim lahko predstavimo tukaj kulturno dediščino rudarjenja na 250 let. Tu muzej sam prikazuje gradivo, imamo tudi v ta namen, da lahko vidimo skozi stoletja, kako je to rudarstvo živelo in delalo. Kaj pa kaj starega orodja je tudi možno videti? Ja, imamo tudi staro orodje, to imamo tam na oni strani, prikazujemo tudi lopate, tisto primitivno orodje, kramp, sekiro in do novejše tehnične izboljšave, ki je bila in tudi pomagala rudarjem, da so lažje delali. Po izkušnjah sodeč, kaj pa obiskovalce najbolj zanima? No, jaz sem konkretno rekel, da obiskovalce kar zanima cel kompletni muzej, najbolj jih zanima verjetno tisti tehnični del, ko dejansko prikazuje jamo in pa tako, kako so rudarji delali na tistem delu. Na kratko pa nam je svoje vtise o ogledu rudarskega muzeja predstavila kmetica z gorenjskega konca. Gospa, vi prihajate iz Gorenjske, z te kmetica. Verjamem, da je bil tole bolj kot ne prvi stik z rudarstvom ali ne? Ne, to ni bil prvi stik, sem vas že v Mežič, ki imajo res turistično dobro zrihtan, čeprav imate kle, kar se tega tiče za prikazovati, kaj se je v rudniku dogaja, zelo dobro. Čeprav ste mi prej povedali, da pogrešate, da bi se lahko spustili globje. Ja, to bo tudi dobro, da bo tudi kmečke videli, kaj se je nodel pod zemljo, ne sem kaj ste uporabljali, pa kje se je kopal, pa kako kopal, ampak občutek, to rovite. Ja, gotovo je to ena izmed pomanjkljivosti rudarskega muzeja v Kisovcu, kot tudi sama zunanja neurejenost. A tudi to, kar je mogoče videti, je vredno vašega obiska. V znamenju praznovanja zagorskega občinskega praznika pa sta bila tudi fotografska delavnica in ogled jame Štangovec. V parku pa se je v soboto 27. julija odvijal letošnji Jam Park Party. V uvodnem delu večera so najprej potekale ustvarjalne delavnice za najmlajše, temu pa je sledilo druženje s pevko, avtorico in izvajalko predstav za otroke Melito Osojnik. Zaprosili smo sekretarko Zagorskega društva prijateljev mladine Tanjo Šibila, da spregovori o dogodkih, ki jih je za najmlajše pripravilo društvo v sodelovanju z Mladinskim centrom Zagorje in Šklabom. Letos Društvo prijateljev mladine zelo aktivno sodeluje z Mladinskim centrom Zagorje, tako da se pripravlja vrsta zelo zanimivih in pestrih dejavnosti. Začenjamo že danes z otroškimi ustvarjalnimi delavnicami in z animacijo Melite Osojnik. Potem v sredo nadaljujemo z letnim kinom v Europarku in pa v soboto ob 10. z nastopom čarovnika Grege. Kakšna pa je udeležba sicer, mislim, na celo poletje? Ja, udeležba je kar konstantna, število otrok sicer niha, glede na dopuste verjetno tudi, drugače pa smo zadovoljni z obiskom. Sledil je večer za mlade, ki se znajo odlično zabavati. Hodili so po vrvi, žonglirali, poslušali glasbo, pripravljali koktejle in skuhali pravi domači džem iz marelic, s katerimi so polnili slastne palačinke. O tem večeru in tistem, kar še sledi, nam je nekaj več povedala Urška Pavlin iz Zagorskega mladinskega centra.
V drug teden se začnejo različne delavnice, delavnica parkour, grafitarska delavnica, potem poleg tega bo pa seveda 3.8. Glavni koncert z Let 3, Disco in Action, pa Pix Parliament in pa Low Pix Charlie, tako da vsi morate priti 3.8. Mladinski center. Uvod v vrhunec praznovanja nekako vsako leto pospremi tiskovna konferenca občinskega vodstva, ki se je letos zgodila v sredo 31. julija pred Lovskim domom na Klančišah. Na konferenci je župan Matjaž Švagan podrobno predstavil realizirane in načrtovane aktivnosti. Poudaril je predvsem delo na ekološkem področju, komunali, infrastrukturi, gospodarstvu, šolstvu in na predšolskem področju. Spet praznujemo zagorski praznik in če primerjate čas vašega županovanja, seveda Zagorje takrat in danes, kaj bi lahko rekli? Zagorje se je popolnoma spremenilo. Spremenili so se ljudje. Jaz sem izredno ponosen, da imam takšne občanke in občane občine Zagorje ob Savi. Brez njih ne bi bil tako uspešen, ki mi vsakodnevno dajejo energijo. In če pogledamo samo nekaj slik 10-12 let nazaj, lahko vidimo, da smo res storili iz umazanega mesta, neperspektivnega mesta, vzorčno slovensko, evropsko mesto in prepričan sem, da tudi v obdobju 2013-2014 nas čaka samo še razvoj na tistih področjih, vsekakor, kjer ima občina vpliv. Nažalost pa tam, kjer imajo drugi vpliv, pa nas čaka težka ekonomska situacija, težke socialne stiske, večja revščina. To, da mene so izvolili za to, da ustvarjam optimizem, dajem ljudje tisto, kar jim lahko, dajem in skušam jim vlivati moč in energijo in vsekakor občudovanja vredni so tisti, ki z nekaj 100 evri preživijo, delajo, vendar pa na koncu sem vesel, da na prireditve pridejo, spoštujejo moje, naše delo in sem sigurno najsrečnejši župan v Sloveniji, če ne celo v evropskem prostoru, kot se rad pošalim večkrat. Tako da Zagorje imam rad in upam, da tudi imajo občanke, občani občine Zagorje mene. Torej, idej in pozitivizma ne manjka. Letos pa občane čakajo še dve novosti. Občinsko okence v banki, Delavski banki, pa brezplačna pravna pomoč. Res, ker želimo biti socialna občina v teh časih, kot sem napisal v zloženko v okviru praznovanja občinskega praznika, vsak cent, kaj šele evro šteje. Pri osebnem družinskem proračunu mi smo odprli 8. avgusta občinsko okence, dali smo ponudbo vsem bankam v Zagorju, da dajo ponudbo, kakšna je bila subvencija potrebna strani občinskega proračuna, da brezplačno lahko ljudje plačujejo položnice tistih javnih podjetij in ustanov, ki so v lasti občine Zagorje ob Savi. Upam, da bo banka to razširila tudi na ostale uporabnike. Drugo je pa pravna pomoč, ki jo bomo dali v okviru občinske stavbe na razpolago tistim, ki nimajo denarja, da koristijo odvetniške storitve in tudi tukaj jim bomo stopili v bran in pa stopili na njihovo stran. V teh vročih dneh pa ste poskrbeli tudi za osvežitev. Ja, mi smo poskrbeli tudi za osvežitev. Vsak dan pelje avtobus v Rimske Toplice, kjer je za otroke karta 5 evrov, za starejše 7 evrov. Kajti moja odgovornost je, da tudi tisti, ki nimajo možnost iti na morje, na letovanje, da jim omogočimo kakšen dan sprostitve v bazenu, s tem, da vemo, kakšna je problematika bazena v Zagorju, da ga nimamo, problematika Medijskih Toplic in na en način kot župan se odločil tudi za to potezo, tudi za socialne stiske posameznikov. Je posvežitev tudi v parku na 15. Podnevniku, kjer smo dali tudi meglice, kjer se lahko
vsakih 5 minut tudi ohladijo, malo poigrajo in na 15. podnevniku tudi doživijo en svoj čar v naši dolini. Ja, v Evroparku pa ste postavili krapa iz Kemnata. Ja, od župana sem dobil darilo, kajti Kemnat je znan po krapih, tudi v Zagorju smo znani po krapih. Imamo kar 3 bajerje s krapi in v njihovo zadovoljstvo, naše zadovoljstvo s pomočjo Ribiške družine Zagorje smo tudi postavili krapa kot simbol prijateljstva med Kemnatom, med občino Zagorje ob Savi in sreča je oboje stranska in tudi nekaj novega v Zagorju. Direktor občinske uprave Rudi Medved pa je poudaril, da je zadovoljen s črpanjem evropskih sredstev. Pohvalil je tudi dobro ekipno delo vseh zaposlenih na občini. Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj za leto 2013 je potekala v četrtek 1. avgusta v gledališki dvorani Delavskega doma v Zagorju. Zbrane je pozdravil župan Matjaž Vagan. Program je bil letos v znaku mladih: Alje Krušič, plesne skupine Maestro Sistas in Ajde Ivšek. Podeljene so bile tudi 3 zlate plakete občine Zagorje ob Savi. Letošnji prejemniki najvišjega občinskega priznanja so slikarska kolonija iz Lake Zagorje za delo na področju kulture, Anica Ulemaček za delo na področju šolstva in Simona Klukej za delo na področju gospodarstva in podjetništva. Po zaključku se je prireditev nadaljevala z družabnim srečanjem v stekleni dvorani, mi pa smo letošnje prejemnike priznanj povabili, da za naše gledalce spregovorijo nekaj besed. Pol stoletja uspešne kolonije, okrog 400 udeležencev, veliko priznanj in uspešnih razstav in zdaj še največje priznanje občine Zagorje. Ja, lepo ste zaokrožili ta vaš jubilej. 50 let je 50 let in vztrajali smo, čeprav je že malo dolgo, ne, za ene ljudi. Ampak lepo je, da se je tako končalo, ali pa vsaj 50-letnica, da se je tako naredila. Kako pa je biti umetniški vodja ali pa umetniški direktor tako uspešne kolonije? Ja, ne vem, kako bi ne povedal, včasih je tako, včasih pa tako. Ampak malo se moraš znajti, jaz sicer imam malo manj težav, kot kdo drug, zato ker poznam ogromno teh ljudi, sploh v Sloveniji ali pa še malo čez. Tako da mi ni težko dobiti. Letos je bilo malo drugače, ker smo mislili povabiti tudi te nestarejše. 2 sta še iz prve kolonije. Torej Slana je prišel, gospod Rijavec pa ni, ne. Ampak smo mislili še ene par okoli 80 let jih povabiti, ki so bili že, ampak so imeli vsi neke težave, tako da malo je tako bilo. Smo pa rekli, da bo letos slovenski ta 10-dnevnica, ne, kolonija, zaradi tega, ker so tudi v prvi bili sami Slovenci, se mi zdi. Torej bo drugo leto spet drugače, bo spet mednarodna, da rečem. Ja, po moje bo tako, ker je, mislim, ljudje zelo radi pridejo. Tudi, ne vem, prej sem slišal, da odkot so bili, ampak so bili iz cele Evrope, pa iz Azije, torej tudi Japonci, pa tako. Zdaj edino, ne vem, če je kdo bil, iz Kube so bili, no. Iz Oceanije, pa ne vem, če je kdo bil. Danes ste prejeli najvišje priznanje občine Zagorje za uspešno delo v šolstvu. Delati z mladimi je zahtevno, je pa tudi zelo lepo. Prav imate. Po 27 letih vodenja Srednje šole Zagorje sem se poslovila in ob zaključku, kot mi je znano, me je tudi Srednja šola Zagorje predlagala za to visoko občinsko priznanje in zahvalila bi se rada ob tej priložnosti tudi predlagateljem, zahvalila bi se pa tudi vsem mladim, ki so me vsa ta leta navdajali z energijo in z mladimi je res lepo živeti in lepo delati. Kje vas bomo pa odslej srečevali, kje boste aktivni? Poskušala bom verjetno
delati na programu medgeneracijskega centra, torej aktivnosti za starejše, organizacija kot koordinator aktivnosti za starejše v občini Zagorje ob Savi. To je pilotni projekt, ki je pričel z resnim delom junija v tem letu in se bo nadaljeval v jeseni. Tudi to je humano delo. Mislim, da je tukaj ogromno želja, vizij, že tudi predhodnikov, ki so želeli, da ima takšen center svoje mesto v Zagorju in sedaj ga poskušamo postaviti na noge, realizirati in vključiti čim več občank in pa občanov, ne samo tretjega obdobja, lahko tudi mlajše, da kot prostovoljci ali pa udeleženci sodelujejo z nami. Vemo, da ste že lansko leto prejeli eno visoko priznanje, danes pa najvišje priznanje občine Zagorje. To je vsekakor potrdilo, da ste uspešno delali, pa tudi spodbuda za naprej, kaj ne? Ja, jaz pri vsaki nagradi poudarjam, da je to potrditev tiska, ker smo naredili dobro in neki izziv, da stvari naredimo še boljše, ker mislim, da se še boljše vsaka stvar da narediti. Sem pa optimist in tudi mislim, da nas čaka še lepa prihodnost vse skupaj v Zagorje. Vedno pa poudarjate, da priznanja delite s svojimi sodelavci. Ja, siguren. Jaz bom tako rekla, nek vodstven delavc brez sodelavcev ne more uspeti. Sploh ne v tako velikem podjetju, kot je Bartek Varnost. Tako da jaz sem ponosna na njih, jih znam ceniti in jih spoštujem in mislim, da imamo en tak lep medsebojni odnos. Vaše delo je zelo zahtevno. Kako pa to usklajujete s privatnim življenjem? Ja, glede na to, da je moja hčerka že precej velika, pač teh obveznosti do otrok nimam več, ne. Pač še malo si vzamem čas za rekreacijo, zdaj lepo let, za kakšen kolo, za kakšen kopanje, za kakšne sprehode. To je pa tudi vse. Je pa še dosti obveznosti, tako doma, ne gospodinjskih. Vrhunec zagorskega praznovanja sta vedno Noč pred nočjo in Zagorska noč. Letos se je občina Zagorje številnimi prireditvami še posebno potrudila za najmlajše. Tako jih je v petek na predpraznični večer razveselil Ribič Pepe. Nekateri so se tokrat z njim srečali drugič, saj je že gostoval v Poletnem mestu. Pred zagorskim gasilskim domom se je pelo, plesalo, risalo in veselilo. Veliko jih je bilo tistih najmlajših v spremstvu mamic, ki so svoje dobro razpoloženje pokazali z gibi in s plesom. No, nekateri najmlajši so, še preden se je Ribič Pepe poslovil, zaspali. Ko se je Ribič Pepe res poslovil, se je začela zabava za malo starejše, ki ne potrebujejo obveznega spremstva. Prišli so iz Zagorja in Zasavja, opazili smo celo obiskovalce z Primorskega. To so bili predvsem ljubitelji dalmatinskih pesmi, ki so uživali ob nastopu Klape Bonaca in Klape Maslina. Večer pa je sklenila Karma. Z nami je Miha iz Trbovelj. Kaj vas je pripeljalo v Zagorje? Vsako leto pridemo na občinski praznik, ker zelo rad poslušamo dalmatinske klape. In žena moja je Spličanka in zato pa še raje to poslušam. Očitno ste že bili na dopustu, to je pa en podaljšek. Ja, glih en teden, ker smo prišli iz Splita, zdaj pa me žena pelala na klape. Swami.
Zagorju ob Savi je tik pred vrhuncem Zagorske noči v soboto 3. avgusta ultramaratonec Radovan Skubic-Hillary uspešno sklenil svoj podvig 211 lipovih listov za zeleno Slovenijo, v okviru katerega je s kolesom obiskal slovenske občine. Kolesarjenje je začel v torek 23. julija v Cerknem na točki, kjer se mu je lansko leto med kolesarjenjem zgodila nesreča, zaradi česar je takrat moral projekt po 4 dneh prekiniti. Skupno je prekolesaril približno 2800 kilometrov. Hillary, ki je letos praznoval svoj 60. rojstni dan, je projekt izvedel po načrtih, kljub izjemno visokim poletnim temperaturam, ki so ga spremljale preteklih 12 dni. V okviru prireditve o praznovanju občinskega praznika ga je sprejel zagorski župan Matjaž Švagan, ki je na skupen zemljevid Slovenije kot zadnji pritrdil svoj lipov list. Tako se je v celoti oblikovala zelena Slovenija. Hillary po lanskoletni smoli je pa zdaj v res hudi vročini vse tole skupaj uspelo. Ja, letos je res pika na i, pa se dogajajo te nesreče, če si športno aktiven, pa sploh 34 let, enkrat se ti pač dogodi. Sem pa toliko bolj zadovoljen letos, ker je vse skupaj podprlo še več županov, še večja podpora tem projektu, in pa si dežela Slovenija zasluži nekaj tako, ker je čudovita, mi smo res en biser in moramo skupaj držati, tako da Slovenija ne ostane taka. Čez koliko občin si prekolesaril? Ja, to je 211 občin, upam, da ne bojo kaj rezali, ne preveč, sam čudovita dežela, ker rad bi poudaril, da Slovenija ni samo Bled, Ljubljana, Portorož, Slovenija je celovit biser. To je treba povezati in to je treba prodajati. To je formula uspeha, sigurno. Hillary, v ponedeljek je bil res hud veter, danes zelo močan sonce. Kje te je veter ujel? Prvi sunk vetra sem doživel v Zavrču. Samo me je vrglo na travnik, tako da sem peljal po nek 200 metrov po travniku, to še sreča, da je bil travnik pokošen, po pa naprej v središču Radlje ob Dravi, središče ob Dravi, me je dvakrat vrglo te sunki v koruzo, tako da sem kar dobro mehko pristal. No, če te je v ponedeljek fajn prepihalo, te pa zdaj fajn ogrelo. Ja, ne samo danes, tudi včeraj in pred smo imeli temperaturo 37, 38, sam jaz imam rad vroče, to je sreča. Hillaryju je čestitala tudi direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek, ki srčno podpira njegove projekte zaradi prizadevanja k dvigu kakovosti življenja. Najbolj veseli del Zagorske noči pa se je začel s sočasnim glasbenim dogajanjem na 3 odrih oziroma prizoriščih. Pri tržnici so rajanje odprli Zasavci, ki letos praznujejo 45 let delovanja. Ob jubileju smo mikrofon ponudili Srečku Sušniku. Nocoj, lahko rečemo, da je tako obletnica 45 let ansambla Zasavci, potem zelo blizu občinski praznik, pa zunaj je nova zgoščenka, kjer so skoraj da vse najlepše uspešnice, največje uspešnice ansambla Zasavci, pa tudi 2 novi skladbi. Ja, lepo pozdravljeni poslušalci in gledalci ETV-ja. Vse, kar je šef Igor povedal, je vse res občinski praznik. 45-letnica in nova CD-ja, to je krona našega dela, ki smo si ga v teh letih, bom rekel, nekako prislužili. In kaj boste tokrat na tem večeru zaigrali, svoje skladbe ali tudi kaj drugega? No, za začetek bomo naše skladbe, pač iz našega novega jubilejnega CD-ja, potem bojo pa tudi druge, ker mi izvajamo komplet in domačo in zabavno glasbo in naših in tujih avtorjev. In če bi vas vprašal, kaj je tisto, kar vas je 45 let nekatere, pa nekatere seveda nekoliko manj, ker so se kasneje pridružili, držalo skupaj? Veselje do naše glasbe, do naše muzike, ki jo Zasavci gojimo že kar leta in leta. In to je nas skup držal, pa še kar drži. Ko poslušate slovenske radijske postaje, gledate slovenske televizijske postaje, se vam zdi, da je dovolj ali ni dovolj slovenske glasbe? Ja, po mojem mišljenju, ker jaz sem narodnak,
jo je premalo. Več bi se mogli tega slišati na našem nacionalnem radiju, pa na vseh drugih postajah se še slišijo, samo na televiziji je pa zelo, zelo malo, pa še menijo bo, saj tako kaže. Jaz upam, da bo drugače že v vašem Abrahamu, ne vašem, ampak ansambla. Jaz živimo v tem, da bomo še te cajt igrali, pač kar bo zdravje, veselje imamo, zdravje, malo smo se pomladili, tako da mi gremo naprej. Zaigrali so tudi 2 svoji novi skladbi. Pri tržnici so zabavo nadaljevali Tanja Žagar s skupino in Čuki. Oder pri gasilskem domu je bil namenjen sodobnejšim ritmom. Najprej se je predstavila mlada in energična skupina Artenigma. Naslednje pa so se tako kot lansko leto predstavile članice rokometnega kluba Gen-I Zagorje. Zasedba je letos precej spremenjena, vendar pa po besedah predsednika kluba ne bo nič slabša kot prejšnji 2 sezoni. Za zaključek so igralke med občinstvo vrgle klubske majčke in kape občine Zagorje. Noč pa se je nadaljevala z odlično domačo skupino Boem in v nadaljevanju z Janom Plestenjakom. Naša ekipa pa je spremljala tudi dogajanje na Mladi zagorski noči na Proletarcu, kjer so zveneli trši ritmi. Zabeležili smo nekaj utrinkov iz koncerta Pix Parlament iz Goriških Brd. Dokazali so, da je punk še vedno živ. Zvezde večera pa so bili legendarni Let 3 iz Reke. Čeprav koncertirajo že od leta 1987, je njihov naboj še vedno tak, kot je bil na začetku. V policijskem veteranskem društvu Sever Zasavje pa so v nedeljo 4. avgusta pripravili pohod veteranov in domoljubov iz Šentgotarda do Prvin in po njihovem prihodu še krajšo slovesnost pri počitniškem domu Elektra Ljubljana. Ta stavba, na kateri je tudi prenovljeno spominsko obeležje, je bila med osamosvojitveno vojno prilagojena za vojne ujetnike. Več o tem je na slovesnosti povedal Bojan Skočir, takratni načelnik inšpektorata milice UNZ Trbovlje, danes pa podpredsednik Zasavskega društva Sever. Tukaj gre namreč za enega prvih, če ne celo prvi, preurejen objekt za namestitev vojnih ujetnikov v letu 1991 na območju Slovenije. Čeprav JLA na območju samega Zasavja ni imela stacioniranih svojih vojaških enot, sta teritorialna obramba in milica izvajala v času osamosvojitvene vojne številne aktivnosti. Gotovo je bila ena prvih prevzem skupine zajetih pripadnikov milice Zveznega sekretariata za notranje zadeve. To se je zgodilo že v petek 27. junija 1991, nekaj po 23. uri, ko je bilo iz močja UNZ Slovengradec v Trbovlje pripeljanih 13 zajetih pripadnikov Zveznega sekretariata za notranje zadeve, od tega 12 miličnikov in en policijski inšpektor. Ker prostori na takratni UNZ Trbovlje niso omogočali izvajanja nadaljnih policijskih postopkov z njimi, pa tudi sprostiti je bilo potrebno kapacitete za primer novih zajetih vojnih ujetnikov, so bili že v soboto 28. junija premeščeni prav tu na Prvine v preurejen objekt počitniškega doma Elektro. Skočir se je dotaknil tudi nekaterih aktualnih dogodkov povezanih z vojnimi veterani in izrazil pričakovanje, da država veteranom vrne vsaj tiste pravice, ki jim jih je z zakonom o uravnoteženosti javnih financ odvzela ali omejila. Čakala nas je še pot na Čemšeniško planino v prijetni senci mogočnih dreves, a kljub temu dodobra razgreti. Tako da se je počitek po prihodu do koče v senci na klopcah prilegel. Tudi otroci so prišli na svoj račun. Gugalnice so bile ves čas lepo zasedene. Mi smo se odpravili še malo višje do pomnika Revirski četi blizu planinske koče. V kratkem nagovoru je zbrane pozdravil Miloš Prosenc, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Zagorje. Vse, ki ste se zbrali danes tu, na Čemšeniški planini, v tem prijetnem hladu gozda, na kraju, kjer je bila pred 72 leti ustanovljena revirska partizanska četa po združitvi prvih partizanskih enot iz Zasavja, pozdravljam tako kot vsako leto s partizanskim pozdravom zdravo in iskreno dobrodošli. Naj vam povem, da danes že 10. zaporedoma stojimo pred tem pomnikom četi in vedno nas je mnogo, vedno nas je veliko.
To kaže tudi na spoštljiv odnos do narodno-osvobodilnega boja in do vseh tistih tisočev in 10 tisočev, ki so se v najtežjih trenutkih za obstoj našega naroda oprli okupatorju. Ta nam je najprej obljubljal blaženi nemški rajh in neko novo arijsko kulturo ter civilizacijo. V resnici pa nam je prinašal ponižanje, trpljenje, smrt in uničenje. To so dejstva, spoštovani prisotni, ki jih čas ni povozil. Čeprav se nekateri neprestano trudijo in vedno znova, da bi razvrednotili partizanski boj, da bi ga popljuvali, da bi ga iztisnili iz našega spomina in iz naše zgodovinske zavesti. Naj k temu rečem samo to, ne bo jim uspelo, jim ne more, ali Pokajuhovo nikoli in nikdar. V nadaljevanju je sledil kulturni program, ki so ga s petjem obogatili člani Loškega glasu. Čez gore volja, po svetu najdoni, Slovenija junaška, svobodna bodeš ti. Sledila sta govora zagorskega župana Matjaža Švagana in člana predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Milana Gorjanca. Vsi ljubitelji letalstva, še posebno ultralahkih letal, so si v soboto na letališču Ruardi v Zagorju lahko ogledali Pipistrelovo svetovno uspešnico, letalo Alfa. Letalo je postavila na ogled Pipistrelova letalska akademija Aeronaut, ki ima sedež v Zagorskem regionalnem centru. Podrobno predstavitev letala in podjetja Aeronaut nam je podal Sašo Knez. Pipistrel Alfa Trainer je letalo, ki je izpeljano iz prodajne uspešnice Pipistrela, torej družine letal Sinus Virus, in je letalo, ki je narejeno čist namensko za šolanje pilotom. V zadnjem letu, kolikor se letalo prodaja, je zaradi svoje ekonomske cene in predvsem ekonomske potem samega uporabe postala zelo velika uspešnica prodajna Pipistrela. Z njim pa leti tudi Lenarčič, kaj ne? Lenarčič, Matevž, leti z podobnim letalom, torej z družine Virus, in njegovo letalo je absolutno prirejeno za dolge polete, za polete okoli sveta, za zelo zahtevne polete. Po svoji osnovi je izjemno podobno Alfi, vendar je tudi precej drugačno. Pa še nekaj besed o Aeronautu, prosim. Aeronaut je podjetje, ki domuje v Zagorju, v regionalnem centru za razvoj in na letišču Ruardi, in je podjetje, ki se bo v naslednjih 10 letih ukvarjalo z šolanjem pilotov, predvsem za šolanje inštruktorjev za potrebe Pipistrelove mreže po svetu. Kakšen pa je odziv, mislim, na pilote in bodoče inštruktorje? Odziv je izjemno velik. Naj sam povem, da smo v prvih mesecih delovanja naše usluge prodali v Francijo, Nemčijo, Čile, Turčijo. To je pa zaenkrat po mojem vseeno. Na sam občinski praznik v petek 9. avgusta pa je v Zagorju svojo poslovalnico odprla Delavska hranilnica. V Zagorju je svoje prostore uredila v nekdani lekarni. Na slovesnosti, ki sta jo z glasbo popestrila zagorski oktet in godba napihala Sveja, je bil tudi predsednik uprave Delavske hranilnice Jože Stegne. V nagovoru se je zahvalil občinskemu vodstvu, županu Matjažu Švaganu in direktorju občinske uprave Rudiju Medvedu za sodelovanje. Seveda moram takoj na začetku povedati in izraziti hvaležnost, da smo imeli pri odpiranju in pri urejanju tega objekta in teh prostorov izjemno sodelovanje s strani občine, osebno župana, direktorja občinske uprave, gospoda Rudija Medveda. Zato se vam v tej priložnosti iskreno zahvaljujem. Po odprtju poslovalnice, v kateri bo 6-članski kolektiv v Zagorju vodila Sonja Medved, je Jože Stegne odgovarjal še na vprašanja novinarjev. Med drugim tudi, kako gleda na to, da v neposredni bližini njihove poslovalnice deluje tudi Nova Ljubljanska banka. Nam je celo všeč, da je bančni sektor čim bolj skoncentriran, tudi z vidika zlasti mogoče občanov, imajo na sorazmerno kratki površini možnost preveriti ponudbo večjih bank in to je za nas vedno prednost.
Mi konkurence ne priznavamo. Konkurenca je kvaliteta, sposobnost delati po najnižji možni ceni v korist prebivalstva in tudi gospodarstva. Kakšna so vaša pričakovanja v zvezi z zagorsko poslovalnico? Nimamo nekih nadpričakovanj. Naša pričakovanja so realna. Posod, kjer smo do zdaj odpirali, je bil pristop občanov in pravnih oseb izjemno dober. Pričakujemo, da bo to tudi v Zagorju ob Savi in računamo, da bo ta enota med tistimi enotami, ki bo v sorazmernem kratkem času išla v pozitivno poslovanje. V poslovalnici smo videli kar nekaj mladih obrazov in tudi nekatere, ki imajo na bančnem področju bogate izkušnje. Mi jih z svojim razvojem na nek način tudi prispevamo k zaposlitveni slovenski bilanci. Če so slovenske firme vrgle ta trenutek preko 100 000, 120 000 in več ljudi na cesto, smo jih mi v kriznem obdobju cirka 100 zaposlili in samo v letošnjem letu smo jih zaposlili 34 in to so, bi rekel, v 90% ljudje, ki so do tega trenutka na cesti. Brez zaposlitve, visoko izobraženi ljudje in so brez dela. In mislim, da je to tudi en izjemen prispevek naše družbe k zaposlovanju mladih. Tudi v Zagorju je enako. V Zagorju razen vodje, ki seveda mora imeti izkušnjo, tu ne moramo začeti z nekom, ki nima izkušenj, vsi ostali so pa ljudje, ki so bili do včeraj brez zaposlitve. V naši daji ste dejali, da je Zasavje prav primerno za delavsko hranilnico. Zakaj? Zakaj je Zasavje primerno? Zaradi tega, ker so naše storitve namenjene, bi rekel, zdaj tako cenovno gledano, zlasti tistemu sloju prebivalstva, ki težko sklene kraj s krajem konec meseca. In kakor vem, je Zasavje eno od območij, ki je doživelo, bi rekel, en ogromno rast nezaposlenih, ne? In z tega vidika mislim, da smo mi z našimi storitvami kot za naš najbolj primerni tistim območjem, kjer je nezaposlenost največja. Ob občinskem prazniku so prišla na svoj račun tudi nekatera prostovoljna gasilska društva. Kotredeško prostovoljno gasilsko društvo je dobilo novo sodobno motorno črpalko. Čeprav je bilo zgodnje popoldne precej vroče, so gasilci v svečanih uniformah prikorakali in ves čas proslave stali mirno. Črpalka je najsodobnejša in kot so zaželeli predstavnik občine Zagorje Rudi Medved, predstavnik Gasilske zveze Slovenije Marko Markošek, poveljnik Gasilske zveze Zagorje Marko Bokal ter gostje iz Starega grada na Hvaru, velikih Opatovic iz Češke in iz Nemčije, ter ostali, naj se črpalka uporablja predvsem v izobraževalne in tekmovalne namene in čim manj za posredovanja intervencijskih ekip. V soboto 10. avgusta pa so v Izlaškem prostovoljnem gasilskem društvu pripravili slovesnost o pridobitvi novega gasilskega vozila za prevoz ekipe. Slovesnosti se je udeležil tudi župan Matjaž Švagan, predsednik sveta krajevne skupnosti Izlake Borut Novšak in številni predstavniki gasilskih društev. Slovesnost se je nadaljevala z zabavo z ansamblom Gregorji. V središču Slovenije, nedaleč od priključka na avtocesto Ljubljana-Maribor, v obrtno-industrijski coni Kisovec, stoji trgovsko-poslovni center EVE Elektroprom. Podjetju z več kot 45-letno tradicijo nudimo tehnično blago in opremo za elektroinštalacije, vodovod, ogrevanje, klimatske naprave, belotehniko, akustiko, gradbeni material, talne obloge, orodje za male in velike mojstre in opremo za vrt. So opremo tudi dostavimo in zmontiramo, saj imamo izurjeno ekipo monterjev, ki izvajajo storitve elektroinštalacij, inštalacij vodovodnih in ogrevalnih sistemov ter servise klimatskih naprav in gorivcev. Novost je oddelek ekološke in domače hrane s ponudbo hrane za diabetike in hrane, ki ne vsebuje glutena. Pri nas lahko v večnamenskem prostoru organizirate tudi poslovna in druga srečanja, saj je prostor opremljen z brezžičnim internetom. Po želji pa vam postrežemo tudi s prigrizki in pijačo iz našega bara Sedmica. Obiščite našo spletno stran www.elektroprom.si ali nas pokličite na 03 56 57 150. Vabljen je poslovni center EVE Elektroprom.
V Zasavju in tudi Zagorju se vse več pozornosti usmerja k ohranjanju rudarske dediščine. Tako je 17. avgusta v organizaciji krajevnih skupnosti Rudnik Toplice Franc Farčnik in Jože Marn ter turističnega društva Ruardi, pa tudi pod pokroviteljstvom občine Zagorje, potekal že 7. skok čez kožo. Skakalo je 12 kandidatov iz Zagorja, Hrastnika, Mežice, Škofje Loke, Laškega in celo iz Beograda. Botroval je Marjan Manfredo s pomočnikom, častni skakalec pa je bil Anton Koban, ki je o rudarski preteklosti spregovoril tudi pred našo kamero. Danes ste bili častni skakalec na 7. skoku čez kožo. Je to vplivalo na to, da malo obujate spomine? Ja, sigurno, da je takle dogodek ti pol mečken zavrti film nazaj, ne? Glede na to, da sem že kar nekaj časa v pokoju, ampak pol začneš pa malo razmišljati o svojem delu kot začetnik, potem na vodilnih mestih in pa posebno tudi za Zagorje, ker sem bil v tistih najtežjih časih vodja rudnika, ko smo jamo potopili. In smo potem se raztepli, če lahko rečem, v Kisoc. Na srečo smo še gor imeli odkop, da smo pa gor nadaljevali in še celo v Trbovljah smo imeli eno delovišče. Tako da smo bili kar skoraj na planu pri potopljeni jami. Pa ta povezava med rudniki Trbovlje, Hrastnik, Zagorje je bila kar tesna, kaj ne? Ja, prej smo bili RPS, Rudniki premoga Slovenije, pol RTH. Je bila pa včasih tudi malo zaškripali, so le mečken tudi prevladovali preko krajevni interesi. Kaj pa ohranjanje rudarske tradicije? Mislite, da dovolj delamo na tem? Ja, mečken premalo. Mislim, da se pa zdaj stvar mečken pospešuje. Več ljudi je zainteresiranih za delo, potem je pa tudi verjetno občina Zagorje zainteresirana, da se ta tradicija še mečken bolj obudi. Kar tisti muzej gor je bil dolgo časa v Kisocu mrtev, ne? No, zdaj se pa tudi tam začel nekaj premikati, tako da so tudi ogledi, da ljudje malo vidijo saj delček te tradicije rudarske v Zagorju. Pa ste pripravljeni tudi vi sodelovati v tem? Ja, že sodelujem kot član uniformirancev in pa tudi na sestankih se pogovarjamo o nadaljnih akcijah. Torej, skupnimi močmi bomo ohranili marsikaj? Ja, zdaj imamo še čas. Smo sicer mečken manj, kot smo mislili, da bo, ampak mislim, da smo kar dobro zastavili. Pred skokom in po skoku se je odvijal program, ki se je začel z delavnicami za otroke in nadaljeval s 4. Perkmandeljčevim pohodom in kulturnim programom. Pod zasavsko Sveto goro se nahaja idilična vasica Golče. Po strmem vzponu oko pohodnika razveseli čudovit razgled na Zasavje in lepo urejene domačije. Zato ne čudi, da je bil to pred leti najbolj urejen gorski kraj v Zasavju. Ime vasice verjetno izhaja iz dejstva, da njeno širše območje leži na Goličavi. Imajo zelo aktivno turistično društvo, ki se ponaša z 20 let uspešnega delovanja. Obletnico so praznovali v petek, 23. avgusta, ko je bil svečano odprt novi vaški dom. Na mestu starega so društva in vaščani s skupnimi močmi zgradili nov, lep in kraju primeren dom. Vaščani tudi sicer zgledno skrbijo za domači kraj. Mladi radi ostanejo doma, kar pomeni, da bo tudi v prihodnje kraj živel in se uspešno razvijal. S tem dogodkom se je naš sprehod skozi letošnje prireditve v čast občinskemu prazniku končal. Z vami bomo spet naslednje leto.